Dober večer. Ko je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve leta 2009 predstavilo nov predlog družinskega zakonika, se je v to razpravo takoj na začetku vključila Rimsko-katoliška cerkev in bila do konca razprave eden od glavnih akterjev. Vendar pa se najvidnejši predstavniki Rimsko-katoliške cerkve niso pogosto pojavljali v tej razpravi, samo parkrat je bilo danih nekaj izjav za javnost, pač pa so v ospredje postavili tega gospoda, ki ga verjetno poznate, ki je predstavljal pravzaprav čisto na vizualni podobi neko noviteto v diskurzu, ki ga uporablja Rimsko-katoliška cerkev. Šlo je za mladega, izobraženega sicer predstavnika cerkve, ki pa v javnosti pogosto ni nastopal v duhovniški opremi, ampak v civilnih oblekah. Istočasno je nastala nova spletna stran 24kul.si in civilna iniciativa za družino in pravice otrok, ki jo je vodil Aleš Primc. Na začetku se je zdelo, da gre za dva ločena akterja, čeprav sta navzven dajala zelo podobna sporočila in zagovarjala podobne cilje. Potem se je pa hitro izkazalo, da pravzaprav med enim in drugim obstaja zelo tesna povezava. Ko smo namreč pogledali, na katerem strežniku je postavljena stran 24kul.si, se je izkazalo, da je ta stran postavljena na uradnem strežniku Rimsko-katoliške cerkve v Sloveniji. Ne samo to, Ajpes je razkril, da je ustanovitelj zavoda 24kul.si ne Aleš Primc, ampak Tadej Strehovec iz Rimsko-katoliške cerkve. Skratka, povezava med enim in drugim akterjem je bila tukaj popolnoma jasna. In to je pravzaprav nekaj novega v smislu pojavljanja Rimsko-katoliške cerkve v javnih razpravah, v javnem diskurzu. Civilna iniciativa za družine in pravice otrok, za družino in pravice otrok je bila pravzaprav na nek način, bi lahko rekli, satelitska organizacija Rimsko-katoliške cerkve, ki je nastopala v bolj sekularnih podobah, tako na ravni jezika kot na ravni podobe, ker je seveda Rimsko-katoliška cerkev v času, še dan danes, pravzaprav v javnosti imela relativno slab ugled. Mi smo civilno iniciativo za družino in pravice otrok vzeli kot eno od študijev primerov in v okviru projekta REACH, med drugim, ne samo to, ampak med drugim analizirali njihova besedila, tako tiskana besedila, ki so bila objavljena na spletnih straneh 24kul.si, kot njihove govore, bodisi v parlamentu, bodisi na televiziji. Ta graf verjetno zdaj ne pove zelo veliko. Tisto, kar smo naredili in metodologija, ki smo jo uporabljali, je frame analysis, torej analiza okvirjev, v slovenščini se sliši malce čudno. Osnovna filozofija v ozadju te metodologije je, da je v slehernem tekstu možno identificirati na eni strani probleme, torej kako je nek določen problem konstruiran in kakšna rešitev je podana. Probleme smo imenovali diagnoza, rešitve prognoza in tole je pravzaprav rezultat te analize. Tisto, kar je za nas danes mogoče najbolj pomembno, je, da je glavnina njihovih argumentov bila uokvirjena z dvema trditvama. Prva trditev je, da so ogroženi naši otroci in druga trditev je, da so ogrožene naše družine, prave družine, heteroseksualne družine. Tovrsten diskurs, to seveda niso bili edini okviri, ki jih je možno identificirati v teh besedilih, ampak zagotovo prevladujoči. In tovrsten diskurs, tovrstno uokvirjanje je imelo en sam cilj, vzpostaviti moralno paniko. In ta moralna panika je seveda najbolj učinkovita takrat, kadar proglasiš za ogroženega najšibkejši člen svoje skupine. In to so vedno otroci. Otroci in družina, povezava med enim in drugim je tukaj zelo tesna. Če pogledamo strukturo njihovih argumentov, torej kakšna je razlika med tem, kako so definirali probleme in kakšne rešitve so predlagali, potem lahko ugotovimo, da so njihova besedila, njihovi javni nastopi izredno disciplinirani, kar na nek način kaže že ta graf. Če bi bila modra in rdeča črta popolnoma prikriti, potem bi lahko govorili o idealnih tekstih.
enako število problemov, enako število rešitev, vsak problem je naslovljen z rešitvijo. Gre pravzaprav za zelo enostavno strukturo, ki so jo uporabljali. Homoseksualnost je bila tako ali drugače, gej in lezbika, kakorkoli želite, postavljeno kot nekaj, kar nas ogroža. Ogroženi so naši otroci, ergo, treba je zaščititi naše otroke, to je bila njihova rešitev. Drugič, ogrožene so naše družine, treba je zaščititi naše družine. Kako dosežemo eno in drugo? Z eliminacijo homoseksualcev. Če pogledamo zdaj bolj konkretno diskurs, ki so ga... Zdaj se pa nekaj tukaj premakne. Diskurzivne pristope, kjer imam pravzaprav v mislih, ko govorimo o populizmu, tehniko populističnih interpretacij nekih določenih argumentov, potem lahko ponovno zasledimo neko noviteto, ki je povezana s tem, kar sem pokazal na začetku, da je torej Rimska katoliška cerkev ustanovila neko marionetno civilno iniciativo, ki je delovala v njihovem imenu. Torej, tukaj že na ravni podobe lahko govorimo o neki sekularizaciji, ampak isto se pojavi tudi na ravni diskurza. Pred 10 leti, ko je v Sloveniji že potekala razprava o pravni ureditvi istospolnih partnerskih zvez in družinskih razmerij, je diskurs, ki ga je takrat cerkev uporabljala, bil diskurs, ki mu lahko rečemo biblični diskurs. Mogoče se spomnite, Rode se je v intervjuju na televiziji Slovenija skliceval na Sveto pismo, v katerem piše, da je homoseksualnost gnusoba. Štuhec je torej odmevno rekel, da Bog ni ustvaril homoseksualcev in tako naprej. V razpravi o družinskem zakoniku tovrstnih primerjav ali pa tovrstnega diskurza preprosto ni bilo. Nobenih referenc na Sveto pismo, nobenih referenc na Boga, nič. Začeli so uporabljati popolnoma drugačen diskurs, znanstveni diskurs v narekovajih. Sklicevali so se na sociološke, psihološke in podobne raziskave. Skratka, vzpostavili so nek govor, ki se je zdel racionalen in celo znanstveni. Kar pomeni, da so poskušali sekularizirati njihov diskurs, seveda s ciljem klerikalizacije družbe. Litigacija ali pa žongliranje s pravnimi argumenti je del tega istega novega procesa ali pa te iste nove spremembe v diskurzu, ki se je pojavila strani Rimskokatoliške cerkve in v povezavi s tem tudi civilne iniciative. Tukaj lahko najdemo nekaj povezav s tem, kar je Mojca uvodoma govorila o tem, kakšne vrednote zagovarjajo tisti, ki vendarle izključujejo, ki uporabljajo ta populističen diskurs in tako naprej. Tretja stvar, tretji diskurs je pa žrtveni diskurs, kjer je šlo za obračanje stvari. Oni so se predstavljali kot tisti, ki kljub temu, da imajo te pravice, za katere se je gejevska in lezbična skupnost prizadevala, so se predstavljali kot žrtve, vzpostavili so tudi nov koncept, kristjanofobija, ne pa, da so bili žrtve tisti, proti katerim so oni nastopali. Vse to je v zadnjem letu in pol, mogoče 2 letih, dobilo nov okvir, ki v času družinskega zakonika še ni bil tako zelo jasen v Sloveniji. Je pa ta stvar eksplodirala zdaj na Slovaškem, na Hrvaškem, če ste spremljali razpravo okrog referenduma, na Madžarskem, v Franciji, Italiji in tako naprej. In to je sklicevanje na tako imenovano teorijo spola oziroma gender, uporabljajo kar angleški izraz gender. Ta teorija spola je razumljena kot neko vsemogočno učinkovito orožje, ki ga že več desetletij uporabljajo radikalne feministke in radikalni homoseksualni aktivisti in cilj te teorije spola je, če beremo spletne strani, zelo preprosto razloženo, da si posameznik spremeni spol, da uničimo družino, uničimo to, kar razumemo pod moškostjo in ženskostjo. Gre pravzaprav za popačeno branje tega, o čemer govori Judith Butler v svoji knjigi Težave s spolom. Gre za zelo namerno uporabo konceptov, ki jih uporabljamo v sociologiji, razlika med biološkim in družbenim spolom, ampak ta popačena branja niso branja, ki bi jim lahko rekli, da
ne razumejo ali pa da ne izvirajo iz nekega nerazumevanja besedila, ki ga imajo pred sabo, ampak ravno v tem se skriva ta učinkovitost populizma. Z drugimi besedami, tisto, čemur smo zdaj priča, je, da so nasprotniki človekovih pravic na področjih povezanih z spolnostjo, spolom, družino in tako naprej, začeli uporabljati diskurs tistih, ki zagovarjajo enakopravnost in enakost na tem področju. Torej, lahko rečem, začeli so uporabljati naš jezik in ga obračajo pravzaprav proti nam. Gabriela Kubi je nemška sociologinja in novinarka in ona je glavna ideologinja teorije spolov. V našem prostoru v Evropi, tudi na slovenskih straneh, so njene ideje, na slovenskih spletnih straneh, 24KUL in podobne, so njene ideje pogosto citirane, njene knjige so prevedene v hrvaščino, madžarščino, slovenskega prevoda še nimamo. Mislim pa, da ga bomo kmalu dobili. In ona predstavlja in opozarja na to, da je gender nova ideologija, ki uničuje družino. Pravzaprav takole reče: dogaja se skrita kulturna revolucija, katere cilj je razpustiti identiteto moškega in ženske, preseči spolne in seksualne norme, ki temeljijo na institucijah poroke, družine, materinstva in očetovstva. Gre za boj za naslednjo generacijo otrok. Na Hrvaškem je bilo to izredno prisotno v času razprave o zdravstveni in spolni vzgoji v šolah, na kakšen način in ali sploh govoriti o tem. In tisti, ki so seveda zagovarjali pravico otrok do informacij na tem področju, so bili interpretirani kot tisti, ki zagovarjajo to teorijo spola. Tisto, kar je zanimivo, je, da je nekaj, kar je relativno hermetično zaprto za splošno populacijo, gender, biološki spol, družbeni spol in tako naprej, to so stvari, dolgočasne stvari, s katerimi se sociologi in sociologinje ukvarjamo, kar naenkrat postalo orodje, ki ga srečujemo na ulici, ki ga srečujemo v javnih protestih. Tole so recimo slike z Poljske, kjer je beseda gender večkrat prečrtana in gender, kljub temu, da recimo v slovenščini imamo nek ne zelo posrečen prevod, pa vendarle se je začel uporabljati na teh javnih manifestacijah, bodisi proti homoseksualnim porokam, ampak ne samo v povezavi s tem, tudi proti pravici do abortusa. Skratka, celotna feministično-geosko-lezbična scena je zdaj nekako napadena s tem gendrom. Ni to stvar samo vzhodne Evrope, tole so slike iz Francije, recimo tale naslovnica te revije, tukaj piše: to ni več ženska. Skratka, svet ni več tak, kot ga poznamo, svet se postavlja na glavo in nekaj je potrebno narediti. Rešitev pa je vendarle na vidiku. Prej omenjeni predstavnik Rimsko-katoliške cerkve v enem od znanstvenih tekstov, v katerem piše o tem, takole pravi, kje se bo vsa stvar končala oziroma kako kratko življenje pravzaprav imajo te sekularne skupine, ki se zavzemajo za te čudake, feministke in homoseksualce. On pravi takole: v Avstriji naj bi sekularne skupine doživele svoj vrh leta 2021. Nato pa naj bi število sekularno opredeljenih prebivalcev pričelo vedno bolj upadati. Glavni razlog je v tem, da imajo religiozne skupine večjo rodnost kot sekularne. Vse izrazite pronatalistične religije poudarjajo vlogo konvencionalne družine, otrok, ženske kot domače vzgojiteljice, prepoved splava in ločitev. Zato ni nenavadno, da imajo religiozne ženske povprečno 10% večjo rodnost kot sekularne, ter da bo predvsem od družbene vloge ženske odvisna prihodnost družbe. Skratka, vse se spet vrača k ženskam, one so krive za takšen ali drugačen izplen. Tisto, kar sem pravzaprav v teh 10 minutah, ki jih imam na razpolago, želel reči ali pa želel opozoriti, je na to spremembo diskurza, na sekularizacijo diskurza, ki pa je seveda namenjena klerikalizaciji družbe. Hvala.